Ta portal oziroma celoten projekt e-kultura je namreč nastal kot odgovor na potrebe sodobnega založništva, kjer vse več postopkov poteka digitalno, obstoječi sistemi pa so bili pogosto razpršeni, nepovezani in administrativno zahtevni. Kaj vse prinaša nova infrastruktura in kaj ta pomeni za založnike, knjižnice in druge uporabnike, bo sedaj predstavil vodja projekta e-knjiga in vodja oddelka za informacijske rešitve v NUK Bakir Toskič. Prosim. Hvala, Lea. Dober dan, lepo pozdravljeni še v mojem imenu vsi skupaj. Sedaj pa k kratki predstavitvi projekta in prenovljenega portala za založnike, rahlo tehnična predstavitev, nekaj pa osnovnih informacij tukaj gor. Kot rečeno, nekako konec julija preteklo leto smo v bistvu začeli s tem projektom, zaključujemo ga 31.7., čeprav na večini teh slajdov pa piše, da smo s 1.8. bomo v produkcijskem okolju začeli uporabljati novo platformo. Zdaj, današnja predstavitev je v bistvu nekako v treh sklopih. Najprej bi vam predstavil neke stranske aktivnosti, ki so bile narejene znotraj projekta, delno ali financirane iz projekta, potem bi pokazali tisto, kar smo naredili in tako kot je Maja že prej omenila, v bistvu že en segment, ki govori bolj o prihodnosti projekta, ker kot rečeno, šele ko bomo spravili platformo v vsakodnevno uporabo, dobili odzive vseh naših uporabnikov, tako založnikov kot naših administratorjev, bomo pa tudi vedeli, katere funkcionalnosti in katere mogoče dodatni moduli so tisto, kar ena taka platforma lahko vsebuje in potrebuje. Zdaj, če pogledamo tako, novo spletno stran, gospa ravnateljica je že omenila je tudi pač tisto, kar se moramo nekako vsi skupaj strinjati. Obstoječa spletna stran NUK je stara približno 10 let, takrat tudi ni bilo toliko govora o dostopnosti sami, pa tudi vsebine so se nekako nabirale na nek drug način. Prenova je potem bila zastavljena tako, da v bistvu smo postavili uporabnika na prvo mesto in dostopnost kot neko najbolj pomembno vodilo za izdelavo, za prenovo spletne strani. Pri temu pač, kot je bilo rečeno, kar se tiče dostopnosti, obstoječa NUK-ova spletna stran je bila pogosto omenjena oziroma je bila omenjena na različnih dogodkih, seminarjih kot nek primer, kako pač naj ne bi stran izgledala. Tisto, kar smo mi v bistvu nekako želeli s to novo spletno stranjo, da bi še naprej govorili o tej spletni strani, tokrat kot primer dobre prakse in neke prenove, ki je možna z upoštevanjem vseh teh vidikov. Zato smo se tudi v bistvu povezali z zunanjimi izvajalci, ki imajo veliko izkušenj na tem področju, so nekako bili prepoznani kot tisti, ki uporabljajo oziroma se dobro spoznajo na dostopnost, in tudi z zavodom A11Y, ki je v bistvu zavod za dostopnost in ki so tudi v bistvu pri nas izvedli usposabljanje za razvijalce, na katerem so v bistvu nas tudi naučili, kako eno tako spletno stran, ki je v bistvu nekako živa, tudi vzdrževati potem enkrat, ko je narejena z vsemi temi pač potrebami za dostopnost. In tudi, kako bomo prihodnje spletne strani, vključno s prenovljenim portalom za založnike, s tem vidikom dostopnosti naprej gradili. Tako da spletna stran pride enkrat do konca projekta, se pravi nekje v drugi polovici julija v produkcijsko okolje. In jaz upam, da smo v bistvu dosegli vse tisto, kar smo zastavili kot cilj te spletne strani. Hkrati s tem vzporedno je potekalo tudi prenova naših politik in pravilnikov in dostopov skladno s standardi, predvsem za trajno hranjenje, pa tudi skladno s standardi in zakonom o informacijski varnosti in tudi en segment, ki je povezan s kibernetsko varnostjo in tudi v bistvu na tem področju z nadgradnjo kibernetske varnosti, tako kot s strojno opremo, kot s programsko opremo. En del tega so tudi digitalni asistenti, digitalna asistenta, ki jih je ravnateljica tudi omenila, na spletni strani NUK in na portalu za založnike.
digitalna asistenta, ki jih še zmeraj učimo nekako o vseh vsebinah, informacijah, ki jih NUK ponuja in servis kot portal za založnike. Tu nam je pa prav prišlo vsa to izkušnje, ki smo jih nabrali v preteklem letu na digitalni knjižnici in razvojem podobnih digitalnih asistentov na D-Libu, vezano na projekte, ki smo imeli v Potres v Ljubljani in Cankar, obletnica Cankarja, oziroma pač ta Cankar na maturi. Še ena naloga, ki smo jo v bistvu nekako zvedeli, ko smo nekako se začeli pogovarjati z založniki, pa že na prvem sestanku, ki smo imeli, so mi povedali, da moram reči založniki, distributerji, knjigotržci in vsem ostalim, ki sodelujejo v tej prodajni oziroma tej pač knjižni verigi, je tudi mednarodna klasifikacija tema, ki jo v bistvu v tej verigi uporabljajo nekako podobno, kot uporabljajo knjižničarji v DK. Mi smo se potem povezali z združenjem Editor, ki razvija to klasifikacijo in tudi datotečni format za izmenjavo podatkov Onyx. Z njihovo pomočjo in s pomočjo pač prevajalcev pri nas smo tudi prevedli ne samo klasifikacijo, ampak tudi uporabniški vmesnik in spremljajoče dokumente, navodila za uporabnike, kako opremiti en digitalni objekt, eno knjigo z mednarodno klasifikacijo tema, tako da smo v bistvu zdaj, kakšnih mesec, dva dni nazaj, tudi umestili slovenščino v ta prostor tega mednarodnega združenja kot eden od 25, mislim, da nekaj takega jezikov, v katerem obstaja ta klasifikacija. Pri vseh teh nalogah mi smo sodelovali z usposobljenimi partnerji, strokovnjaki na različnih področjih, kjer so nam potem pomagali, da smo prišli do vseh teh rezultatov, ki jaz mislim, da so v bistvu tako dosti kvalitetni, dosti v tem nekem smislu veliko in tudi pomembni. Tukaj je samo en tak primer, kako to izgleda, če je neka knjiga opremljena z UDK-jem in kako to izgleda v tej tema klasifikaciji. To so neke te glavne, poleg tega je bilo veliko še nekih majhnih aktivnosti vezanih na druge storitve, servise, razvoje. Portal za založnike, tako kar je obstajal prej, smo že nekaj časa vedeli, da v bistvu je potreben nadgradnje, potreben prenove in potem smo v bistvu tudi, ko smo dobili to vabilo, da izdelamo enkrat eno leto nazaj približno to študijo projekta, smo potem upoštevali vse te module in vse te nekako, kar smo vedeli, da je potrebno dodatno narediti za obstoječi portal za založnike, pa tudi za druge servise, ki smo jih imeli v NUK-u. Tako da smo takrat v bistvu nekako vedeli, da bo osnovni nek ta model oddaja zahtevka za CIP, pa prenova obveznih izvodov spletnih publikacij. No, potem smo pa v bistvu nekako sklicali ta prvi sestanek z založniki, bil je lani enkrat septembra v NUK-u na Leskoškovi. Hitro so nam povedali, da v redu pač NUK ima neke svoje želje, potrebe, pa tudi te prenove, ampak tudi vsi te založniki, distributerji, ostali pač imajo neko svoje videnje te platforme in tega projekta, kaj naj bi sploh vseboval. Smo rekli, v redu, bomo pa zdaj pogledali še, kaj je tisto, kar vam prav pride, ne samo tisto, kar so vaše obveznosti do NUK-a. In potem smo prišli do enega velikega modula, ki smo mu rekli takrat, še zmeraj ima to neko delovno ime založniški podatki, kjer so nam razložili v bistvu, kako različna programska oprema, ki jo uporabljajo založniki, knjigarne, izmenjujem podatke med sabo in potem smo prišli do tega Onyx, izmenjava metapodatkov in tema klasifikacija. Poleg tega smo prenovili tudi neki del javnih strani, kjer je slovenska založniška produkcija. Hkrati smo pa v bistvu z vsakim tem dogodkom, ki smo ga imeli in vsako to omembo tega, kar mi v bistvu počnemo, zvedeli še kaj več. Kaj bi prav prišlo, pa kaj bi lahko še naredili in potem smo v bistvu nekako si naredili nek načrt za prihodnje obdobje, se pravi po 31.7., ko bo projekt končan, kako bomo mi nadaljnji razvoj tega portala, poleg tega, kar bomo zvedeli od uporabnikov, dodali še nekaj stvari, ker so zelo uporabne in ker so se izkazali, da je možno skrajšati postopke, avtomatizirati postopke in tako dalje.
Zdaj ta kataložni zapis o publikaciji, trenutno stanje je pač ta portal za založnike, elektronske monografije že nekaj let, 4-5 let, oddaja zahtevkov za CIP, poteka skozi portal, obstoječi založniki, tudi del obveznih izvodov pride skozi to, medtem ko za tiskano gradivo pa ponavadi so vsi neki drugi možni komunikacijski kanali, kar pomeni v bistvu, da zahtevki prihajajo tudi po mailih, klicih in na vse druge možne načine. Vse te izkušnje, ki so se nabrale v tem času obstoja trenutnega portala, smo potem upoštevali pri razvoju novega portala in večino tudi v bistvu nekako ujeli, ker mi smo imeli zdaj v preteklih 2-3 mesecih tudi nekaj teh dogodkov, pa tudi včeraj smo imeli delavnico za uporabo tega portala, kjer smo učili oziroma smo v praksi sprobali, kako izgleda. Eni, ki ste tukaj danes, ste bili včeraj na Leskoškovi, ste sprobali, kako to izgleda. Kar smo pa ugotovili v bistvu iz tistih nekih srečanj je, da založniki prihajajo z nekimi vprašanji, ki smo jih v bistvu tudi mi že upoštevali pri samem razvoju, ali pa smo nekako vse skupaj nastavili na tak način, da bo ta platforma to omogočala. Recimo eno tako standardno vprašanje je pač oddajam zahtevek za elektronsko publikacijo, a bom zdaj lahko nekako uporabil te podatke tudi za tiskano gradivo, to je recimo tako kar pogosto vprašanje, oziroma se vsi tega spomnijo, ja, v bistvu boste lahko tisti nabor podatkov, ki je enak, tudi uporabljali naprej. Podobno je z upravljanjem uporabnikov založbe, kako izgleda to dodeljevanje pravic in tako dalje. Tako da jaz mislim, da smo v tem delu kar dobro pokrili tudi neka odprta vprašanja, ki so že obstajala in so v bistvu nekaj, kar smo se v teh letih obstoja obstoječega portala tudi ugotovili, da je potrebno nadaljnje nadgradnje. Obvezni izvod elektronskih publikacij v tem trenutku uporablja eno od starejših, mislim, da dobrih 15 let staro aplikacijo, ki je tudi narejena v NUK-u in ki je v svojem času bila zelo kvalitetna in je v bistvu nekako ustrezala tistim potrebam, ki so bile takrat. Z leti smo ugotovili, da narašča število datotek, narašča velikost datotek in je čedalje težje obvladljiva taka količina podatkov, take velikosti podatkov v obstoječem portalu za obvezni izvod. Zato smo tudi v bistvu že nekaj časa vedeli, da je neka potreba prenova potrebna in smo zato tudi v bistvu ta celoten portal umikamo in bo del portala za založnike. Eni deli tega so v bistvu tudi taki, o katerih bomo potem tudi govoril, kje so bile največje težave, pa kako smo jih tudi rešili oziroma kako jih bomo rešili v prihodnjih mesecih. Potem je pa tisti del, ki je še, kar smo izvedeli od založnikov. Zdaj tukaj v bistvu niti ne morem pokazati neko obstoječe stanje, ker obstoječe stanje je tako, da v bistvu večina teh deležnikov nekako ve, kaj bi rada, nimajo nekega enotnega okolja, v katerem bi to ustrezno obravnavali in potem je v bistvu narejen ta dodatni modul, ki izmenjuje podatke v ONIX formatu, ki je primeren potem za uporabo tudi v nekih drugih programih, če se ne motim, tudi za izvoz knjig za Amazon in podobne tuje platforme. In tukaj v bistvu delamo na tem, da omogočimo, in tisti del bo šele prišel v uporabo potem, ko bomo že imeli platformo, kako bojo založniki med seboj si podatke izmenjavali skozi ta modul. To je v bistvu nekako, te 3 moduli so nekaj, kar je recimo zdaj pripravljeno za uporabo in s koncem julija, v bistvu začetkom julija bomo omogočili registracije, prijave in druge funkcionalnosti, s 1.8. pa bomo v bistvu tudi obe stari platformi Svarog in založnike umaknili in začeli uporabljati novo platformo. Kot rečeno, smo tudi veliko že v bistvu nalog si zastavili za prihodnje obdobje, ker smo v bistvu vmes nekako si tudi ugotovili, kakšne so potrebe in
prihodnost te platforme je v nekih integracijah, vsaj tako jo vidimo zdaj, tisto, kar bomo dobili tudi od uporabnikov, in predvsem tukaj govorimo o treh vrst integracij. Ena je notranja integracija znotraj portala, se pravi tisto, kar delamo za založniškimi podatki, da bo uporabno tudi pri oddaji zahtevka za CIP, nekako v obe smeri. Če bojo založniki oddali v en modul, potem se bodo te podatki uporabljali tudi v drugem modulu. Potem pa ena velika in za nas v NUK-u zelo, ne samo za nas v NUK-u, zelo pomembna integracija so integracije z obstoječimi sistemi, ki jih imamo v NUK-u, da naredimo eno platformo, ki bo zelo avtomatizirana in bo skrbela za celoten ta ekosistem digitalnih vsebin, in predvsem tukaj gre za povezavo z repozitorijem za trajno hranjenje digitalnih objektov v NUK-u, z digitalno knjižnico DLIB in potem naprej skozi nacionalni agregator z Europeano, ter tisto, kar šele se nekako pričakuje, da bomo naredili in tudi o čemer se še pogovarjamo, to so prihodnji podatkovni prostori za kulturno dediščino in podatkovni oblak za kulturno dediščino na evropskem nivoju in na nacionalnem nivoju, se pravi evropski podatkovni prostor in slovenski podatkovni prostor. Vse to, kar smo celoten ta portal za založnike, poleg tega svojih funkcionalnosti, ki so pomembne za vse, ki smo jih omenjal, je tudi v bistvu eden veliki vir digitalnih vsebin oziroma poleg našega spletnega arhiva in digitalizacije največji vir digitalnih vsebin, ki jih hranimo in naprej uporabljamo v NUK-u in omogočamo v uporabo v NUK-u. Potem pa pridejo še na vrsto zunanje integracije, ki so predvidene za prihodnje obdobje. Tukaj smo pa v bistvu z različnimi deležniki ugotovili, da nekatere sisteme že uporabljajo in da so te sistemi možni neke avtomatizirane povezave s portalom za založnike. Tukaj recimo v tem konkretnem primeru se dogovarjamo in to bomo izvedli v drugi polovici leta, pogodba je v podpisu, s podjetjem, ki skrbi za ZKP RTV, mislim, da je to ena od največjih založb audio gradiva, in oni nam bojo v bistvu omogočili, da vse tisto, kar je na njihovo platformo, prenesemo kot obvezni izvod v NUK s pomočjo tega, kar mi rečemo API povezave. Podobno bomo naredili tudi, se dogovarjamo z e-občinam, ki skrbijo za občinska glasila 147 slovenskih občin, in danes to poteka tako, da dolgo časa smo mi iskali te publikacije po spletu, potem smo z njimi stopili v stik, pa nam jih oni zdaj pošiljajo, neke povezave do njihovih glasil. V drugi polovici leta bomo pa tudi naredili, da bomo v bistvu mi potegnili cel njihov arhiv v NUK in tudi vse prihodnje publikacije oziroma vse prihodnje izdaje, ki hodijo čez ta portal e-občine.si. Vmes na enem od teh srečanj smo imeli tudi, mogoče tudi danes tukaj, predstavnico Sazorja, ki nam je tudi povedala, da tudi na Sazorju so neke obveznosti, ki jih imajo založniki do Sazorja, so neki podatki, ki so že enkrat vpisani v neke druge baze, v Kobis in tako dalje, in kar je naša želja in kar smo rekli, da bomo jeseni sprožili pogovore, je, kako bi mi zintegrirali to v portal za založnike, da bi v tem portalu se že pripravilo ali na nek način zintegriralo direktno s tistim, kar imajo založniki do obveznosti oziroma potrebe, da uredijo na Sazorju. Tukaj sem v bistvu navedel samo, potem je pa še slajda, pa nimam pa repozitorij univerz, kjer že obstaja servis za prenos doktorskih disertacij, ki ga bomo tudi potem prenesli v to okolje. To so v bistvu neke integracije, za katere točno vemo, kdaj in kako jih bomo naredili, tako da v bistvu o tem lahko govorimo kot o nečemu, kar je sigurno, da bomo izvedli.
druge so pa tudi take, za katere si želimo, za nekatere tudi imamo tehnične nastavke že pripravljene, ampak celotna platforma je pa tudi narejena tako, da jaz računam, ko bo to začelo, ko bo to prišlo v neko produkcijsko okolje, v vsakodnevno uporabo, da bomo prepoznali še kakšne druge možnosti uporabe, da bodo uporabniki sami prišli pa rekli, mi pa zdaj uporabljamo to bi se pa verjetno dalo povezati z vami. Tako da to je neka ta prihodnost te platforme, ki v bistvu 1.8. projekt se konča, platforma pa šele začne živeti in jaz mislim, da bo tudi v prihodnjem času pač tudi doživela svoj razvoj. Na hitro toliko, v bistvu pa vsaka od teh stvari, ki smo naredili, je tudi ena stvar, o kateri bi se lahko v enem daljšem prispevku tudi pogovarjali. To nekako. Hvala lepa.